Dober večer, Robert Štaba iz Zavoda Varna pot. Pokomentirava najprej pravkar slišano. Naša prekrškovna zakonodaja ta trenutek predvideva, da lahko voznike, ki so vozili pijani in ogrožali sebe in druge v prometu, z nekaj urami delavnic nekako resocializiramo. Ali to res deluje v praksi? Žal ne poznam analize, ki bi to potrdila, vendar iz statistike, ki ste jo predstavili, bi lahko rekli, da ne gre za zelo učinkovit ukrep. Kajti, če pogledamo k mladim voznikom, ko se je spremenila zakonodaja, ki je relativno restriktivna do njih v primerjavi z ostalimi vozniki, to danes deluje. V Sloveniji tako rekoč ne poznamo več disko nesreč, se pravi petek, sobota ali nedelja zjutraj, ker smo na mladih naredili veliko programov, tudi zakonodaja je relativno ostra. Sam sem prepričan, da taka oblika teh programov rehabilitacije ni učinkovita in bi bila potrebna nadgradnja. No, če pogledava podatke, brez vozniškega dovoljenja na leto ostane okoli 6500 voznikov, največ zaradi opitosti, hitrosti oziroma obojega hkrati. Kaj porečete na to, da sodišče kar 80% odvzemov teh vozniških dovoljenj odloži? Po mojem poznavanju problematike imamo relativno neurejen sistem na prekrškovni ravni in tudi na ravni kaznivih dejanj, kamor sodijo hude prometne nesreče, kjer je smrt, huda telesna poškodba in seveda alkohol. Pogojna kazen je čudovita nagrada človeku, ki naredi neko napako in se ga da potem v sistemu pod drobnogled in v tem času seveda mora biti še kako vzoren. Ne gre samo za nek privilegij države zaupanja, temveč gre za neko obliko sankcije, da ti da država vmes možnost, da se spremeniš. Pri nas je pa, bom rekel, iz življenja razvidno, da je preveč in prepogosto pogojna kazen na pogojno kazen, ki pa vzgojno ali pa bom rekel tudi v javnosti potem povsem spremeni pomen pogojnih kazni in jaz mislim, da je pred Slovenijo velik izziv tako na prekrškovni kot na kazenski ravni, da se uskladi in se tudi kazni postopoma uveljavijo tako, kot jih ljudje razumemo, se pravi za hujše stvari drugačna kazen kot pa za prekršek. No in ravno na to upozarjate, na to nesorazmerno kaznovalno politiko. Poznamo primere, namreč ko vinjen voznik lahko bistveno ostreje sankcioniran za prekršek, kot pa za kaznivo dejanje, kaj ne? Ja, absolutno. Pri prekršku recimo je relativno visoka kazen, potem si ob vozniško dovoljenje ponovno moraš opraviti vozniško dovoljenje. Si lahko kar stigmatiziran, ker si tudi pridržan za 24 ur, dočim pri hudih kaznivih dejanjih se ti lahko leto ali dve, dokler ni sodnega postopka, normalno voziš, če ravno imaš na vesti eno ali več življenj. Na koncu se ti da neka pogojna kazen in potem ponovno voziš in vse to daje neko napačno sporočilnost in mladim in vsem ostalim udeležencem v cestnem prometu, predvsem pa nam, ki delamo na preventivi ali pa učiteljem, vzgojiteljem, ki delajo na vzgoji. Alkohol na cesti nažalost ni problem samo pri nas. Približno četrtino smrti na cestah v Evropi lahko pripišemo pijanim voznikom. Se pa alkoholne problematike tam bistveno strožje lotevajo, velik del problema predstavljajo namreč visoko tvegani vozniki, tako imenovani povratniki, in za te poznajo alkoholne ključavnice. Predlagam, da pogledava izjavo. It is not rocket science. It's a technology that is developed in many member states, and it is simple. Basically, when you want to drive that car that is fitted with an alcohol interlock, well, you have to blow into the system, and if you are above the limit, the car will simply not start. Mislite, da bi bil takšen ukrep primeren tudi za slovenske voznike povratnike? Avto vendarle v Sloveniji velja za statusni simbol. No, zagotovo je potrebno neko kaznovalno politiko tako v represivnem kot preventivnem delu ali pa pogojnem delu nadgraditi. Alkoholne ključavnice so čudovit orodje države, na nek način seveda, če sistem prava funkcionira in če so pravila igre vsem skupaj zelo jasna. Preden nadaljujeva, predlagam, da pogledava še eno izjavo. The driving license is not a divine right. It is not something that we should have in any case. The driving license is a concession that the state gives to us.
You want the driving license, you have to behave. You have to respect speed limits, you have to respect the highway code, especially you don't have to drive when you are intoxicated. Gospod Štaba, zdi se, da imajo ponekod po Evropi popolnoma drugačen pogled na alkoholno problematiko. Ja, lotevajo se ga lahko zelo represivno ali pa so te represivni ukrepi nekako skriti. Poznamo recimo primer Velike Britanije, naprimer, kjer pijan povzročitelj hude prometne nesreče ne samo, da je strogo sankcioniran, mora plačati tudi odškodnino, potem rehabilitacijo, bolnišnične dneve, kar seveda pri cenah in standardov v Veliki Britaniji to zelo drago. Če ravno imajo recimo 0,8 promila alkohola dovoljeno, vendar, ko se pa naredi napaka, ti je pa po moje za celo življenje žal. Tako da, bom rekel, nikjer vožnjo pod vplivom alkohola absolutno smatrajo tudi kot samostojno kaznivo dejanje in seveda na drugi strani pri nas, ki smo tako milostni in se nekako, bom rekel, povzročitelj hitro najde v neki obliki žrtve, joj pa ne more brez vozniškega dovoljenja, pa ne more on plačati vsega, se pravi mi davkoplačevalci pa lahko. Zelo redko se pa vprašamo, kaj tak voznik naredi drugim, ki so živeli lepo življenje, mogoče bili zelo vzorni na cesti, pa potem ali zgubijo življenje, ali so pa vedno zaznamovani v kakih zavodih ali pa poškodovani. Torej, potrebno je res večplastno te stvari ovrednotiti, pogledati in reči v državi, tega na cestah ne bomo tolerirali. No, morda še to, v Belgiji so naredili neko raziskavo, kjer seveda o alkoholnih ključavnicah, ugotovili so, da je zelo učinkovita. Mnogi so se alkoholu odpovedali tudi, ko ne vozijo več, mi pa smo preverili, kako je pri nas, kakšno je pravzaprav stanje trenutno oziroma volja za uvedbo alkoholnih ključavnic. Pritrjujemo stroki, da je varnost v prometu se lahko poveča z uvedbo novih tehnologij. Med drugim je to tudi uvedba alkoholnih ključavnic. Je pa to stvar širše razprave, ne samo v državnem zboru, ampak tako v sodelovanju s stroko kot z represivnimi organi. Jaz pravim, alkohol je tako zelo samo po sebi, če se zlorablja v velikih količinah, kaj šele, če se oseba usede v opitem stanju za volan. In tukaj so naši, bi rekel, želje, da v nekem doglednem času se mora biti za poklicne voznike po vzoru Švedske in Finske uvede alkoholna zapora za poklicne voznike. Tudi ta ukrep je treba najprej zelo dobro premisliti, videti, kako bi v resnici praktično deloval. Na papirju zelo dobro izgleda in jaz bi ga seveda takoj podprla, ker sem rekla, da gre za ničelno toleranco pri pitju alkohola in ta ukrep je pravzaprav temu namenjen. V Levici zagovarjamo preventivo in seveda tudi promocijo kulture pitja, ki temelji na zmernosti, hkrati pa tudi, kjer alkohol nima mesta v vožnji, pa kateregakoli že prevoznega sredstva. Vsekakor gre za zanimivo idejo, je pa tukaj potrebna, po moje, širša javna razprava, predvsem strokovne javnosti. Sam sem prepričan, da o alkoholnih ključavnicah širše razprave ni potrebno imeti, kajti potrebno je analizirati dosedanje ukrepe, tiste, ki ne funkcionirajo, pa zamenjati s tistimi, ki bojo funkcionirali in med njimi je lahko tudi alkoholna ključavnica. Gospod Štaba, hvala in srečno. Hvala vam.